Minister za finance in guverner Banke Slovenije sta nas danes seznanila z rezultati stresnih testov in povedala, kakšen je kapitalski primanjkljaj v 8 slovenskih bankah. Znaša blizu 4,8 milijarde evrov. Država naj bi samo za dokapitalizacijo NLB, NKBM in Abanke namenila preko 3 milijarde evrov. Profesor Masten, vi ste strokovnjak za banke. Vas te številke v čem presenečajo? Ne, če upoštevamo, kaj smo pričakovali glede na neuradne informacije, ki so bile, kako se tako stres testi kot skrbni pregled delajo. Zdaj smo dobili poročilo, ki dejansko prikazuje, da so bile uporabljeni kot makroekonomski scenariji za podstat testov, so bili zelo ekstremni, kar seveda pripelje do tega, da so te številke tako visoke. In druga stvar je bila tudi seveda ocenjevanje vrednosti zavarovanj, ki so podlaga za slaba posojila. Tudi tukaj je bilo kar en kup teh neuradnih in tako naprej po medijih informacij, da se to počne na relativno organiziran način, oziroma na način, ki greši v smer konzervativnosti. To je narekovala tudi verjetno v teh pogovorih tudi Evropska komisija. Imela je stališče, da naj se banke zalije z toliko kapitala, da tako rekoč nikoli ne bo več potrebno se spraševati po njihovi kapitalski ustreznosti. In potem na koncu pridemo seveda tudi do te številke. Da je bil ta konzervativni pristop v ospredju, nakazuje tudi to, da ob različnih cenitvah primanjkljaja kapitala se je izbrala višja številka. Zdaj, če tem 3 milijardam evrov prištejemo še vsoto, ki bo potrebna, tukaj bi rekel, za saniranje Faktor banke in Probanke, dobimo nekje v bistvu 3,5, to je 10% slovenskega bruto domačega proizvoda. To je nedvomno velika številka. A imamo davkoplačevalci kakršnakoli zagotovila, da bo ta denar, ki ga bomo namenili za sanacijo bank, smotrno porabljen? Zdaj vprašanje je, kaj je smotrna poraba. Da ne bomo bank znova sanirali, čez leto, 2, 3. Glejte, zdaj dve od tukaj, ki nas bosta stali pol milijarde skoraj, se bosta zaprli, in torej se moramo vprašati, da ne bomo kaj podobnega zapirali tudi prihodnje, ker potem to res pomeni neto strošek. Glejte, tukaj je seveda, vemo, kaj je bil problem, osnoven problem pri nas. Pri nas je bil tale sprega politike in ljudi v gospodarstvu in bankah, ki je najprej problem nakopičila, potem pa ga do danes ni reševala. Če pogledamo izkušnje zahodnih držav, so 2009 opravili večino dela, danes je kapitalska izpostavljenost držav do bank praktično na nuli. So šli noter, so že zunaj. Mi pa počnemo z bistveno višjimi zneski šele prvi korak. Kar pomeni, da bo tisti koraki, ki sledijo, poleg tega, da zdaj država stopi noter za dokapitalizacijo, vemo, da je treba, takoj pride beseda na privatizacijo, bo to ključen element v okolju, v katerem smo, da se vpliv teh ekonomsko-političnih spreg tudi v prihodnosti ne bi ponovil do te mere. Ker jasno je bilo, da management banke tukaj popolnoma zanemarjajo katerikoli segment varnosti poslovanja. Primeri iz tujine nam kažejo, recimo vsaj irski primer nam kaže, da je najbolje narediti prenos slabih terjatev in dokapitalizacijo takoj po objavi stresnih testov. V bistvu je na ta način negotovost na trgu najmanjša, tudi varčevalci v bistvu nimajo nekega nezaupanja v tem vmesnem obdobju. Zdaj mi v bistvu čakamo na to dovoljenje, na zeleno luč iz Bruslja že praktično pol leta. Že junija smo začeli govoriti, da rabimo za te prenose še posebno dovoljenje. Zdaj, a smo li mi zdaj pri predvidevanju tega, bi rekel, reakcije bruseljskih birokratov mogoče preveč optimistični, ko smo dejali neke signale, da bi lahko že takoj po objavi stresnih testov, se pravi že danes to izvedeli, a nam to zavlačevanje Bruslja lahko kaj škodi? Da nam je škodilo, to je jasno. Še polletni zamik pri normalizaciji bančnega sistema je dolg zamik. To je predolg zamik. Mi smo, seveda, čisto upravičeno je bilo mogoče pričakovati, da bo zadeva potekala hitreje. Nazadnje je Evropska komisija
vodila, meni se zdi, 51 postopkov zaradi nedovoljene državne pomoči v primeru 51 bank in jih je tudi več kot 20 že zaključila. Ne. In nobenem od teh primerov niso uporabili tako pač podrobnega in tako dolgotrajnega, pa ne vem še katerega elementa takega postopka, skratka preverjanja kvalitete aktive, pa celoten pač segment stres testov. In se treba samo vprašati, zakaj je bilo v 51 primerih dovolj podlag za ukrepanje, tudi zaključevanje postopkov. V zdaj teh treh primerih, treh največjih bank pa precej radikalno drugačen pristop. Se pravi, lahko govorimo o neke vrste skoraj diskriminatornem obnašanju Bruslja? Glejte, ne vem, ali je diskriminatorno. Vem, dejstvo je, da smo se v težave spravili sami, da smo bili v vseh teh letih od 2009 naprej, ko je bilo govora o tem problemu, ki je bil jasen, nonšalantni, ignorantski do teh opozoril, ki so prihajali iz Bruslja in od drugod. Zaradi tega smo dobili, jasno, je čisto upravičeno nam Evropska komisija zgubila popolno zaupanje, prvič v našo kredibilnost, drugič v sposobnost ukrepanja. In to je pripeljalo pač do tega. Če na drugi strani dodamo še dejstvo, da paralelno bo tekal pregled aktive ekvivalenten tudi v celotnem evroobmočju zaradi vzpostavitve enotnega bančnega nadzora, smo verjetno tej nezaupanju strani Evropske komisije in Evropske centralne banke, če dodamo še malo negotovosti tudi na njihovi strani glede kako peljati postopke, nazadnje bo to, kar se bo počelo v prvi polovici naslednjega leta prvič tudi za njih, pridemo do tega odloga. Mislim, da tisto, kar trdim je, da ker se je že prej vedelo, da seveda bodo zapleti, bi morali biti tudi na strani Evropske komisije malo bolj pragmatični in na določeni točki zadeve presekati ter reči, zdaj pa naredimo prenose. Ok, profesor Mastien, letos pomladi ste mi dejali, da bi bilo NLB najbolje kar zapreti, če za njeno dokapitalizacijo ne bi zadoščalo 500 milijonov evrov. Zdaj bomo samo za NLB namenili 3-krat več, 1,5 milijarde evrov. Kako zdaj to komentirate? Gledajte, ta številka je seveda temeljina na mojih ocenah, ne na ocenah teh preiskovalcev. Moje ocene glede potrebnih dokapitalizacij so seveda približno za tretjino tistega, kar je številka, ki je danes prišla v javnost. Tako da smo še vedno tukaj konsistentni, kar se tega tiče. Kar lahko rečem je edino tole, da pač pogledal sem to poročilo o analizah, ki so bile narejene in projekcija je tam, da bomo na koncu imeli bančni sistem, ki bo imel kapitalsko ustrezno 16%, kar je seveda zelo visoko. In tako, če zdaj rečem malce karikiram tudi, če kot davkoplačevalec sem kar naenkrat tisti, ki vplačuje kapital, in če to mora biti banka s tako visoko stopnjo kapitalske ustreznosti, jo lahko tudi čisto mirno zapremo, ker to je finančno iracionalno početje. Ok. Se pravi, NLB, če lahko in vse druge banke, ki so v državi, bi bilo najbolj privatizirati, jih dati v roke bolj odgovornih lastnikov, kot je država. Zdaj, država še vedno planira, da bi v NLB-ju tudi po izvedeni dokapitalizaciji obdržala 25% plus eno delnico. Zdaj, a bomo ob takih pogojih lahko dobili kupca za NLB, glede na izkušnje, ki jih imajo tuji investitorji z, bi rekel, trdnostjo in iskrenostjo naših zavez pri prodaji bank? Ja, verjetnost je nizka, ker je v preteklosti ravno to vrstne zahteve so odvračale, ali pa tudi celo odgnale kakšne kupce in investitorje. Tako da to je seveda ponovno ponavljanje stare lajne, in ki ima samo en namen, biti všečen javnosti oziroma temu rečem delu javnosti, ki vidi še vedno v tem nek nacionalni interes. Ampak, gledajte, jaz upam, da zdaj, ko je ta cifra danes bo odmevala po Sloveniji, ta strošek dokapitalizacije, da bo res slehrn davkoplačevalec razumel, da je tlele tudi z popolno prodajo bo ta neto strošek na koncu samo na ta način nižji za nas davkoplačevalce in da tolerancija do podobnih
strategiji več ne bi smelo biti. A ne? Če gremo še na druge banke, recimo Banka Celje in Gorenjska banka, imate obedvi izkazani kapitalski primanjkljaj, pri vsaki je večji kot 300 milijonov evrov. To je tudi precej velika vsota za ti dve banki. Zdaj, kakšna bi bila optimalna rešitev po vašem za te dve banke, da jih pripojimo kateri od bank, ki že nastopajo na slovenskem trgu, jih skušamo kakorkoli prodati? Ja, res je. Relativno gledano, glede na obstoječ kapital, so tukaj potrebne ocene, te zneski so večji kot recimo v primeru NLB-ja in Nove KBM, kar se kaže na resnost težav, čeprav vemo, to niso sistemske banke in zaradi tega ne predstavljajo to vrstne grožnje za stabilnost celotnega sistema. Tu bi bila idealna rešitev, da nek pač igralec, ki je na trgu, ki je dovolj kapitalsko sposoben, da se poskuša igrati kot morebiten prevzemnik. Recimo za te dve, pa še za katero seveda. Lahko tudi na primer banko. Zdaj, težava tukaj je, da so na slovenskem bančnem trgu zelo nizke marže in pa delujejo te banke na zasičenem trgu, ki ima nizek potencial rasti na srednji rok in zaradi tega so to relativno neprivlačne naložbe. Tako da dejansko se krog potencialnih kandidatov zreducira le na banke, ki so že tukaj. Dobro, z izvedbo ukrepov za sanacijo bank se bo bruto dolg države povečal na preko 75% bruto domačega proizvoda. Slovenija v bistvu na ta način vstopa že v krog tistih držav, ki so že nekako, bi rekel, v kar hudih javnofinančnih škripcih, tudi po tem maastrichtskem kriteriju, ker v tej skupini še nikoli ni bila, zdaj pa očitno je. In me zdaj zanima sledeče, ali bi bila ta številka, ta javni dolg, ki se generira tudi iz naslova sanacije bank, ali bi bil kaj manjši, če bi odgovorni, se pravi vlada in Banka Slovenije že pred 4 leti prisluhnila ideji vas in še dveh vaših kolegov, da bi že takrat ustanovili slabo banko in da bi se že takrat sistemsko začeli ukvarjati s problematiko slabih bančnih terjatev. Nedvomno, ker gledajte, to ne gre samo zato, ker je to moj pa predlog dveh kolegov. Jaz mislim, da bi bilo stroškov s tem 1/3 približno, kar pomeni, da je to odlašanje 5 let praktično pridelalo večino tega zneska, o katerem danes govorimo in zaradi tega tudi tega povečanja javnega finančnega dolga. Tudi izkušnje drugih držav recimo nam kažejo. Ogromno, pač veliko zahodnoevropskih držav, pa ne govorim zdaj tukaj o teh velikih bolnikih, recimo Irsko kot se omenja, ampak Nemčija. Nemčija je tudi kar precej odstotkov BDP-ja zagotovila za reševanje bank, tako z oblikami neposrednih dokapitalizacij, uvedbo slabe banke ter z garancijami. In tako kot sem že prej navedel, že danes, ko smo pač v letu 2013, je neto izpostavljenost države v kapitalu teh bank praktično nula. So lahko že, ne govorimo več o nobenih stroških. Poleg tega je bil običaj v teh državah, da so poslovne banke, ki so bile prejemnik kapitalskih injekcij, garancij ter posojil, te stvari kar drago plačevale. Recimo, vemo primer belgijske, pri nas nepriljubljene belgijske KBC, ki je na zagotovitev kapitala plačevala, zahtevana donosnost je bila 8,5% in pri predčasnih odplačilih te pomoči so še plačevali 15 ali 50% premije. Tako da je država Belgija, recimo za tistih 7 milijard, meni se zdi, da je bilo takrat, seveda prijela čeden donos. In ta trenutek seveda nima iz tega davkoplačevalski v Belgiji nimajo nobene več izpostavljenosti do recimo te banke. No, če se malo poigrava, ne bi bilo pošteno, recimo, da bi naše banke, ti, ki bodo zdaj prijele pomoč, se na en način zavezale, da bodo ta denar vrnile davkoplačevalcem, da bi naredili en načrt, eno strategijo, se pravi, kako bodo poslovali v prihodnjih letih in se zavezale, da bodo ta vložek vrnile. To pravim je običajno, pravično, normalno, pač tle gre za posojanje vložek kapitala, posojanje denarja ter prevzemanje tveganj na davkoplačevalska pleča. V normalnem finančnem svetu to veliko stane. Je pa spet problem,
ker potem morajo te inštitucije delovati kot komercialne inštitucije. Se mora tisti, ki to zahteva od teh bank, potem tudi zavedati, da se mora umakniti iz vpliva na njihovo poslovanje, ki naj ne bi bil zgolj finančen, ampak da ne bi stregel tudi nekim partikularnim interesom interesnih skupin. Če pogledamo 20 let nazaj, pred 20 leti smo že enkrat sanirali slovenske banke, leta 1993. Ta sanacija je trajala 4 leta, do leta 1997. Koliko časa bo po vašem trajala zdajšnja druga sanacija slovenskih bank? Oziroma, koliko časa bi morala trajati? Mislim, potem je bil še prenos na Slovensko odškodninsko družbo, in potem se je tam tiste terjatve so se pa še dlje, tako da ni bilo zgolj 4 leta, če gledamo celokupno. Zdaj bo takole, tle gre precej hitreje, gre za to dokapitalizacijo, skratka s tem dobimo zdaj banke, ki bodo kapitalsko ustrezne in potem bo proces čiščenja približno polovice slabih terjatev na slabi banki in približno enako zneskovno bo enih 4 do 5 milijard, kar bo še ostalo v bančnem sistemu. In to se bo postopno, kot v tistem primeru, seveda zmanjševalo. Dinamiko težko rečem, ker je predvsem potem odvisna od ekonomskega okolja. Jaz mislim, da seveda je zdaj letale intervencija države ključni element stabilizacije finančnega sistema in ključni element, da se odpravi kreditni krč in bo tudi seveda predpogoj, potreben pogoj za ekonomsko okrevanje. Če se bo vodila še po vrhu tega pametna ekonomska politika, potem bo ta proces lahko 5-leten. Sicer se lahko zna tudi še zavleči, da se potem seveda te slabe terjatve in tako naprej spravijo v, bodisi odpišejo ali pa spravijo v prodajljivo obliko prav do konca. No, vsekakor bomo še spremljali, kako se bo ta proces odvijal. Profesor Masten, hvala lepa za obisk v našem studiu. Hvala vam za vabilo.